Prijazno dobrodošli v novicah na ETV. Evropski volivci so povedali, kakšno Evropo, pravzaprav Evropsko unijo, si želijo. Z bolj življenjskimi temami, kot je bila pretekli mandat, z manj liberalizma pri nezakonitih migracijah, z razumnejšo gospodarsko politiko in bolj zdravim odnosom do okolja. Vse je sicer odvisno od koalicije, ki bo nastala in v kateri bo sedelo tudi naših 5 poslancev z desnega političnega pola, 4 iz SDS in 1 iz Nove Slovenije. Na levi pa bodo 4 poslanci, 2 iz Gibanja Svobode, po 1 pa iz SD in stranke Vesna. Večinsko so torej naši volivci dali glas desni opciji, so pa zato pritrdili koaliciji pri vseh 4 referendumskih vprašanjih in ji tako dali v pisanje in sprejetje zakone z teh področij. Kako ljudem prijazni pa bodo ti zakoni vloženi v parlamentarno proceduro, pa bomo še videli. In kaj vam tokrat ponujamo? Litijani sprejeli proračun in potrdili 2 občinska nagrajenca, Šmarčani na izredni seji, s festivala skupnosti v Litiji, ki povezuje ljudi, in s prvojunijske razstave v Trbovljah. Če po čem, si bo zgodovina tokratno 13. sejo Litijskega občinskega sveta, ki je bila preteklo sredo, zapomnila potem, da so svetniki sprejeli proračun za prihodnje leto in tako začrtali razvoj svoje lokalne skupnosti za leto vnaprej. Svetniki so se še seznanili z delom župana in podžupanje. Med drugim so v prvem branju sprejeli odlok o kategorizaciji občinskih cest, pa poročili o delu 2 javnih zavodov v lanskem letu, knjižnice in mestne lekarne, ter pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini. Novi častni občan, kot so sklenili litijski svetniki, je postal Jože Sevljak. Zlato plaketo pa bo letos na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku to soboto dobil moški pevski zbor Polšnik. Za delo v prihodnjem letu pa je ključno, da je proračun težek manj kot 20 milijonov evrov na prihodkovni strani sprejet, je prepričan župan. Mislim, da je to zelo pomembno. Vsa zaključitev tudi zunanje ureditve šolskega izobraževalnega, se pravi centra v Hotiču, osrednji projekt kanalizacija Kresnice, pa začetek kanalizacije Litija, širitve vodovoda Litija na večjih segmentih, pa potem nadaljne investicije v zdravstvenem domu, pa potem protipoplavni ukrepi in ukrepi neurij so tisti sestavni del, se pravi proračuna za prihodnje leto, in pa projektna dokumentacija, ureditev za, se pravi, prihajajoče sredstva iz kohezije, iz evropskih sredstev. Mogoče bo že tudi tukaj, če bo časovnica hitra, potrebno tudi že kaj vključiti investicijskih delov. Predvsem tukaj je mečkan odprtega, rekel, še vprašanj glede, se pravi, sredstev po naravnih nesrečah in pa evropskih sredstvih. Drugo pa mislim, da je to dobra popotnica za nadaljnji razvoj občine. Na občini Šmartno pri Litiji so svetniki na letošnji 2. izredni seji odločali o izbiri in potrditvi ravnatelja za osnovno šolo Šmartno pri Litiji ter o organiziranju in izvajanju predšolske vzgoje kot javne službe v osnovni šoli Šmartno vrtec Ciciban v prihodnjem šolskem letu. Glavni razlog sklica izredne seje v juniju je seveda razpis za ravnatelja v osnovni šoli Šmartno. Na razpis sta se prijavila 2 kandidata, zato smo seveda kot občina dolžni v določenem roku podati svoje mnenje in to je seveda glavni razlog, zakaj smo danes sklicali sejo občinskega sveta. Župan je v povezavi z dnevnim redom in vsebino obravnavanega poudaril tudi, da je odnos zavoda z občino zelo pomemben, zato želi tega v prihodnje okrepiti. Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je občinski svet dal pozitivno mnenje kandidatu za ravnatelja osnovne šole Šmartno pri Litiji Tomažu Rozini, ki je aktualni ravnatelj zadnjih 5 let. Hkrati pa je občinski svet dal negativno mnenje kandidatki Olgi Vodopivec, sicer profesorici razrednega pouka, ki trenutno poučuje 5. razred. Kandidatka sicer formalno izpolnjuje pogoje, vendar s svojimi izkušnjami in vizijo vodenja javnega zavoda
komisije ni prepričala. Občinski svetniki so potrdili tudi predlog o organiziranju in izvajanju predšolske vzgoje v vrtcu v prihodnjem šolskem letu, ki ga je predstavil ravnatelj Tomaž Rozina. Svetniki so dali soglasja k številu oddelkov v vrtcu Ciciban v prihodnjem šolskem letu. Program predšolske vzgoje bo potekal v 16 oddelkih. Dali so tudi soglasje k zaposlitvi dodatnih delavcev in k povečanju števila otrok pri vpisu v oddelke, ki izpolnjujejo prostorske normative. Tudi med letom, če bodo za to izpolnjeni pogoji, in bo s tem soglašal tudi župan. V Litiji v okviru praznovanja občinskega praznika zadnja leta pripravljajo tudi festival skupnosti in letošnji je že 10. po vrsti. Koncept ostaja vsa leta enak. Skupno praznovanje občinskega praznika. Litija, kot je znano, praznuje 16. junija. V sklopu tega želijo povezati vseh 12 krajevnih skupnosti z mestno skupnostjo v skupnem praznovanju z društvi, zavodi in s posamezniki, ki imajo drugim kaj pokazati. Na 40 stojnicah se je letos predstavilo okoli 150 razstavljavcev. Program pa je krojilo še 100 nastopajočih. Letos jim je ustreglo tudi vreme in zato tudi obisk ni izostal. Moram reči, da je najbrž to pa naredil čas, da v teh 10 letih so tudi oni spoznali, kaj je koncept, kaj je smisel tega praznovanja in pridejo z veseljem. Razen mogoče bi letos majčkeno omenila to, da te okoliške krajevne skupnosti so pa res imele malo težav z udeleženci, glede na to, da so to podeželski kraji, da ljudje so večinoma kmetje, da je vreme primerno za sušenje in je bilo majčkeno takšnega opravičevanja. Torej lovijo vsako minuto lepega vremena. Absolutno, seveda, ampak ga tudi mi, tako da smo prav veseli, da imamo danes takle lep dan. Veseli smo vsakega obiska. Mislim, da je res bistvo smo zadeli, Družimo se, povezujemo se in sem prav vesela, ko vidim, da se ljudje, ki se par let niso videli, se tukaj srečajo. Kakšni so razlogi, da tudi gasilci sodelujete na tem festivalu skupnosti? Ja, razlogi so, da bi povečali pridobitno dejavnost prodaje gasilnikov, ki imamo v društvu, smo tudi to zdaj vzpostavili, pa upam, da se bo kje obnesel, pa da je združenje, pa po moje, da ne čeč, pa da pridobijo še kakšnega člana več v društvu. Karate klub Kensei se predstavlja, v bistvu tradicionalni karate predstavljamo, imamo treninge od mladih do starejših, letos smo tudi začeli s samoobrambo za ženske, tako da v bistvu vsega bistvo je samoobrambo, oziroma da treniraš, da znaš neko, kot tako rečemo, lahko tradicionalno veščino in tudi v bistvu šport, od tekmovanj imamo do pač, da se znaš braniti, če pride do česa na sami ulici, kar pa v 90% ni potrebno, ampak nikoli ne vemo, kdaj se nam kaj zgodi. Danes smo pa tukaj z društvom Lojtra pripravili ulično debato in sicer z mladimi obiskovalci in s drugimi občani malo debatiramo, kaj mladi rabimo v Litiji, kakšne dogodke bi si želeli in v bistvu zbiramo ideje, kaj bi potem različne mladinske organizacije v Litiji lahko pripravile za mlade. In kaj potrebujete mladi v Litiji pa v Šmartnem? Predvsem potrebujemo več opcij za različno aktivno preživljanje prostega časa. Zdaj prihaja poletje, imamo predloge več koncertov, kakšne kino predstave na prostem. Predstavljam se pa kot Podkojšco, svojo vas. Sam smo pa skupaj, Zagi, ki je pač Polšansko društvo, tam, ko sem včlanjena, tudi aktivi kmečki žena. Ja. In kako se vam zdi sodelovati na takem festivalu? Krasen je to, res. Se lahko predstaviš svoje stvari, če kjer ga zanima. Fajn, Spoznaš tudi veliko ljudi takole. Zanimivo. Pravzaprav, odkar sem jaz ravnateljica, lansko leto smo bili prvič sodelovali s glasbenim programom. Tako da glede na to, da smo začutili kakšno fajn vzdušje, smo se odločili letos prav za svojo stojnico. Tako da smo že od jutra tukaj, imamo svoj promocijski material. Letošnje leto je za glasbeno šolo jubilejno, 70. obletnico praznujemo. In tudi s veseljem smo pripravili kar dolg program, 2x40 minut, recimo naši učenci, pridni, zelo radi nastopajo, tako da smo se z veseljem udeležili te krasne prireditve.
Danes imamo pa največ, prinesli smo kruh, peciva, pa promocija za gasilsko veselico, ki praznujejo gasilci in moramo malo jim pomagati. Občina Moravče objavlja javni razpis za oddajo športne dvorane Primoža Peterke Moravče v uporabo. Obrazci za prijavo na ta razpis so na voljo med uradnimi urami v glavni pisarni občine ali na občinski spletni strani. Vlagatelji morajo prijavo na javni razpis oddati osebno med uradnimi urami, kjer bodo dobili tudi pisna potrdila o oddaji prijave. Rok za oddajo je do 28. junija. Podrobnosti povezane z razpisom pa najdete na občinski spletni strani. Prihodnjo sredo, 19. junija ob 18. uri pa moravški župan dr. Milan Balažic v dvorani tamkajšnjega kulturnega doma sklicuje sestanek zbora vaških skupnosti. Poglavitna vsebina in tema tega sestanka bo gradnja optičnega omrežja v občini Moravče. Poskušali bodo odgovoriti na vsa vprašanja o realizaciji ter načrtovanem časovnem poteku in o težavah, ki se pojavljajo na posameznih območjih. Ker gre za temo, ki povzroča veliko skrbi in težav občanom, župan vabi vse zainteresirane, da se sestanka zanesljivo udeležijo. Prijetnejša tema v Moravčah pa so prireditve, ki jih pripravljajo v prihajajočih poletnih dneh. Tu je dan košarke, tu je velika državna proslava ob dnevu državnosti, tu bo nogometnih prvenstev nekaj, skratka, dobri ljudje od blizu in daleč so vabljeni vse te prireditve, kakšna gasilska veselica se bo že tudi začela. Veliko priložnosti za to, da se podužimo in se malo poveselimo po delu, tako da nekako sestavimo skupaj naše življenja in si rečemo, dobro smo delali. Dobitnik priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije za življenjsko delo na komunalnem področju je letos direktor javnega podjetja Komunala Zagorje Sandi Grčar. Visoko priznanje sta mu na strokovnem posvetu vodilnih in vodstvenih delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije v galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki slovesno izročila predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije magister Janko Širec in direktor zbornice Sebastian Zupanc. Strokovni posvet je bil 7. in 8. junija v okviru 38. komunalijade, ki je tokrat potekala v Krškem. Pretekli petek, 7. junija, je tudi Zasavje zajela močnejša nevihta. Po zbranih podatkih je v Zagorju nastalo nekaj nove škode na obstoječih plazovih, ki pa so na srečo ostali v obstoječih mejah. Zaznali so tudi nekaj škode na infrastrukturi. Z Gasilske zveze Zagorje so sporočili, da so imeli okoli 20 posredovanj, v katerih je sodelovalo 74 gasilcev iz 7 prostovoljnih društev, ki so črpali vodo iz poplavljenih objektov, preusmerjali vodo in odstranjevali mulj. Hrastniški gasilci so imeli samo eno manjše posredovanje, pestrejše pa je bilo v Trbovljah. Iz poklicnega centra PGD Trbovlje mesto so sporočili, da je ob intervencijah sodelovalo 66 gasilk in gasilcev, ki so pomagali preusmerjati vodo, s čimer so ščitili objekte. Voda je kljub prizadevanjem zalila pilon center, nekaj hiš in kleti. Zagorelo je tudi na objektu udara strele. Društvo Generala Maistra za Zasavje je v sodelovanju z Zvezo društev General Maister in kulturnim društvom Mlinše postavilo na ogled razstavo z naslovom Boji za severnoslovensko mejo in general Rudolf Maister. Ta ima v letošnjem Maistrovem letu, ko slavimo 150-letnico njegovega rojstva in 90. obletnico Maistrove smrti, še poseben pomen in pomembno mesto med številnimi dogodki, ki so se in se še bodo odvili v tem letu velikega Slovenca in domoljuba. V dvorani krajevne skupnosti Mlinše bo prihodnji ponedeljek, 17. junija ob 17. uri potekalo predavanje o tem velikem Slovencu. Predavala bo magistrica Lučka Lazarev-Šerbec, predstavnica Zveze društev General Maister. Ob tem si bo mogoče ogledati tudi omenjeno razstavo.
Slovenska bakla se je pretekli torek 11. junija ustavila v Zagorju. Letošnji slogan Imamo olimpijske sanje je dodobra zaživel v športni dvorani. Baklo so kolesarji prevzeli na železniški postaji, jo pripeljali do mestne ploščadi, od tam so jo tekači prinesli do dvorane, v kateri je bil osrednji dogodek. Najprej je zbranim spregovoril zagorski podžupan Janez Volk in z baklo odtekel krog po dvorani. Okrog prizorišča so jo ponesli še sankači in uporabniki varstveno-delovnega centra Zasavje. Večina teh je bila na mladinskih igrah ali pa na specialni olimpijadi. Tudi Domen Počeha, ki je Slovenijo zastopal na zimskih olimpijskih igrah v Torinu leta 2006, ni manjkal. Nastopili so še otroci iz zagorskega vrtca, prireditev pa so sklenile učenke z osnovne šole Ivana Skvarče s košarkarsko tekmo. Letos je pred olimpijskimi igrami v Parizu je slovenska bakla obiskala Zagorje že drugič, odkar poteka ta dogodek. In nam se zdi, da to v bistvu nam da nek olimpijski duh prinese v občino in v bistvu tudi nas nekako pripravi na vso to dogajanje, ki sledi približno čez en mesec dni. Letos bo tudi Zagorjan nastopal na olimpijskih igrah, dejansko branilec olimpijskega zlata. Kakšni so občutki vaši osebni in pa seveda verjamem tudi vseh Zagorjanov glede ponovitve mogoče podobnega uspeha? No, jaz kot sam navdušen kolesar vsekakor mu želim odlično vožnjo na cestni dirki in normalno bomo vsi navijali tudi na olimpijskem festivalu, ki bo v Zagorju za čas dirke, tako da držimo pesti, da mogoče ponovi en uspeh tako v Tokiju. Omenili ste olimpijski festival, kaj točno to pomeni? Ja, olimpijski festival bo potekal na mestni ploščadi 3.8. ob 11. uri, takrat v bistvu v času trajanja cestne dirke. Simbol enotnosti, vztrajnosti in ponosa, kot rečejo slovenski bakli, pa se je preteklo sredo ustavila tudi v Hrastniku. Njena pot se je začela na Dolu. Tam sta baklo prevzela rokometni klub Dol in kolesarsko društvo Hrastnik, pa tudi športniki iz hrastniških klubov, nogometnega, košarkarskega in kajakaškega kluba TKI Hrastnik. Na hrastniškem stadionu pa je zadnji krog skupaj z olimpijskim podprvakom Petrom Kauzerjem in županom Markom Funklom odtekel hrastniški evropski namiznoteniški prvak in hrastniški častni občan, 79-letni Edvard Vecko, skupaj z mladimi športniki iz hrastniške šole. Prvojunijska razstava v Trbovljah je že stalnica. Tudi letos so jo pripravili v Delavskem domu, na ogled je v galeriji. Tokratna razstavljena dela so umetnine velikanov slovenske likovne umetnosti. V prvem delu razstave so predstavljena likovna dela imenitnih slovenskih likovnikov prve polovice 20. stoletja. Božidarja Jakca, Toneta Kralja, Maksima Sedeja, Nandeta Vidmarja in Ivana Kosa. V drugem delu razstave imajo glavno besedo domači avtori. Ob retrospektivi del skupine Vizualna alternativa Trbovlje so na ogled še dela slikarja in grafika Jožeta Potokarja Cvrča in kiparja Borisa Beje. Po velikosti izstopajoča je slika Toneta Kralja. Stojimo pred eno od ključnih del razstave, ki smo jo pravkar odprli v Trbovljah, rudarsko materjo našega slavnega slikarskega mojstra Toneta Kralja, ki smo jo izbrali seveda zaradi povezanosti Trbovelj z rudarstvom. Na nek način lahko rečemo, da vsi v Trbovljah smo sinovi rudarske matere, tako ali drugače simbolično ali tudi dejansko. Zato se nam zdi, da tako delo in tudi takega mojstra, kot je bil Tone Kralj, si zasluži Trbovlje, da ga vidi ob letošnjem letu, ki je res nekaj posebnega v Trbovljah, gre za leto velikih obletnic. Razstava, katere del je ta slika, je pripravljena v čast 90. obletnici gladovne stavke rudarjev leta 1934 in zadnje stavke rudarjev v Trbovljah leta 2014. Na razstavi pa niso na ogled le slike oziroma likovna dela, ampak tudi drugi eksponati.
Razstavljene so tudi knjige, lopata, ogledati si je mogoče informativne in druge TV oddaje ali prispevke, časopisne zapise iz obdobij omenjenih stavk in podobno. Razstava je zanimiva tudi zaradi svoje postavitve. V prvem delu so z izjemo slike rudarske matere na ogled likovna dela v črno-beli tehniki. V drugem delu pa so barvni eksponati. Skupaj je razstavljenih 20 grafik, 5 slik in 6 fotografij. Na 5 ekranih prikazujejo še videodela, ki so nastala med stavko leta 2014. Posebna projekcija prikazuje gradivo Zasavskega muzeja, časopisne članke in fotografije stavke iz leta 1934. Prav tako razstavo dopolnjujejo originalne izdaje del Toneta Seliškarja, Ludvika Mrzela in trboveljske knjige Uroša Zupana, linorezi, ki jih je Maksim Sedej pripravil za Mrzelovo knjigo Bog v Trbovljah, so tokrat prvič na ogled javnosti. Razstava je odprta v četrtek med 17. in 18. uro in od petka do nedelje med 17. in 19. Po dogovoru je mogoč ogled tudi zunaj teh terminov. Razstava pa je na ogled do konca junija. Letos je že 39. potekalo tekmovanje Čisti zobje ob zdravi prehrani. Razredi, ki so si najbolj pridno umivali zobe in so zbrali največ točk, so šli na nagradni izlet in si v ljubljanski dvorani Tivoli ogledali zanimivo prireditev. Največ točk so dobili razredi iz podružnične šole Alojza Hohravta in osnovne šole Ivana Cankarja. Na osnovni šoli Trbovlje je največ točk dosegel drugi B razred, na podružnični šoli Alojza Hohravta drugi D, na osnovni šoli Ivana Cankarja 5. A ter na osnovni šoli Tončke Čeč 5. B razred. Med šolskim letom so učenci zgledno skrbeli za higieno zob, skupaj z učitelji in zdravstvenimi delavci. Tekmovanje Čisti zobje ob zdravi prehrani organizira stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva s pomočjo šol in pod okriljem Trboveljskega zdravstvenega doma. Drage gledalke in gledalci, za konec pa misel ameriške pevke, besedilopiske in kantavtorice Joan Baez na temo življenja in smrti. Ne moreš izbirati, kako boš umrl, niti kdaj. Lahko pa se odločiš, kako boš živel zdaj. Le upamo lahko, da bo ta misel tudi po novem pri nas še veljala kaj časa. Vse lepo do naše prihodnje oddaje in nasvidenje do prihodnjič.